Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Minuli teden je završalo med občani, da pa imajo v zdravstvenem domu Ormož kadrovske probleme, da torej je nastalo pomanjkanje zdravnikov. Seveda je to zadeva, ki terja in kar kliče po pojasnilih, zato je danes z nami direktorica zdravstvenega doma Ormož, Vlasta Zupanič-Domajnko. Lepo pozdravljeni v naši družbi. Lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem. Govori se to in ono, da bomo torej ostali brez zdravnikov v ormoškem zdravstvenem domu in dejansko se čuti panika med občani. Kako bi lahko recimo to malo umilili vse skupaj? Rekla bom tako, zdelo se mi je prav, da obvestim občane, da smo trenutno kar v kadrovski stiski, kar se tiče zdravnikov, ki dejansko opravljajo svoje delo. Zasedba sicer zdravnikov glede na zaposlitev je odlična, ampak seveda, ker smo mlad kolektiv, so se zdaj začele tudi porodni dopusti, tudi kakšne bolniške odsotnosti, tako da smo v mesecu aprilu kar nekako na kadrovskem minimumu. Ampak smo želeli nekako našo situacijo našim poslušalkam in poslušalcem pojasniti v smislu, da ravno zato, da jih pomirimo. Lahko rečem za primerjavo, recimo, da si bodo lahko predstavljali, da nekje leta 2006 je v naši zdravstveni mreži ormoški pokrivalo vso populacijo, in sicer Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, 5 zdravnikov družinske medicine in 2 zdravnika, in sicer pediater kot takšen in šolska zdravnica. Prav tako je takrat bila na specializaciji iz družinske medicine 1 zdravnica. Situacija v letu 2007 se je spremenila v smislu razdelitve koncesij. Tako je takrat leta 2007 so bile podeljene 3 koncesije z področja družinske medicine. To pomeni, da so ti zdravniki odprli svojo lastno dejavnost in preko pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in preko koncedenta občine Ormož, ki jim je podelila koncesija, začeli znotraj zdravstvenega doma izvajati svojo dejavnost. Ravno z namenom, da bi ohranili dostopnost našim občanom, da se vsa dejavnost izvaja na osnovni lokaciji. V našem zavodu smo že tisto leto zaposlili še enega dodatnega zdravnika družinske medicine, tako da je bilo takrat, so bili 3 zdravniki. To se pravi, v sami mreži javni je bilo 6 zdravnikov družinske medicine, še vedno 1 specializant in 2, ki pokrivata otroški in šolski dispanzer. Kakšna pa je situacija v letu 2019? In sicer še vedno so v mreži 3 koncesionarji za družinsko medicino, pri nas v zdravstvenem domu pa je zaposlenih 5 zdravnikov, specialistov družinske medicine. In hkrati imamo na specializaciji 3 specializante z področja družinske medicine, potem 1 specializantko z področja pediatrije, 1 specializanta za področje medicine, dela, prometa in športa. Hkrati pa imamo zaposlenih 2 pediatra in 1 šolsko zdravnico. Seveda, kot sem povedala uvodoma, to je kadrovska zasedba, ki pa zdaj trenutno ni polno zasedena. Seveda imamo sedaj 1 porodnega, 1 še je na vidiku, potem tudi 1 daljšo bolniško odsotnost. In ko smo gledali razpored za mesec april, smo ugotovili, da določene dneve imamo samo 1 zdravnika z področja družinske medicine, ki je prisoten v dopoldanskem času. Seveda določene dneve prihajajo v zdravstveni dom tudi naši specializanti, in sicer to enkrat tedensko. Prav tako pa imamo sedaj na ambulantnem delu 1 specializantko družinske medicine, ki bo tu predvidoma do konca junija. In
Ker pa veste, da pokrivamo ob rednem delu tudi urgentno dejavnost in prav tako opravljamo dežurstvo po noči, kakor tudi čez vikend, smo nekako v skrbi tudi za to področje se povezali z zdravstvenim domom Ptuj in zdravstvenim domom Ljutomer, da bi v primeru intervencije oziroma nujne intervencije nam pomagali, da ne bi ta edina nosilka ob določenih dnevih še zapuščala rednega dela in odhajala na urgenco. No in seveda se bo situacija popravila kmalu, ko bodo torej končane in zaključene bolniške, ko bodo specializanti dokončali študij, tako da verjetno ni bojazni. Nekoliko časa bi torej bila še stiska. Rekla bom tako, iz meseca v mesec se bo situacija izboljševala. Če se smem vrniti še na urgentno medicino, bi lahko samo to povedala, da še delamo trenutno po starem sistemu. To se pravi, še nismo vključeni v dispečerski center, ki se je sicer lani že, v katerega so se vključili Maribor, Slovenska Bistrica in Lenart. V nadaljevanju bi se naj Ptuj in Ormož in verjetno bo ta situacija nekako te zadeve pospešila. Imeli smo v njihovem dispečerskem centru sestanek in sicer deležniki iz vseh področij in sicer z mariborskega območja, ptujskega, ljutomerskega in ormoškega območja. In takrat smo nekako prišli do te rešitve, da mi čez dan ojačamo mobilno enoto nujnih reševalnih prevozov. To pomeni v sestavi diplomiran zdravstvenik in srednji zdravstveni tehnik z MPK kvalifikacijo, kar pomeni nacionalna poklicna kvalifikacija. In seveda ob intervenciji bo ta mobilna ekipa ena izvozila, druga bo ostala v zavodu. Če se bo ugotovilo, da je potrebna prisotnost zdravnika, ob teh kritičnih dnevih, ko je samo en zdravnik v zavodu, bodo poklicali glede na območje klica, recimo Podgorci, Usluševci, vozilo urgentnega zdravnika iz Ptuja. To se pravi, ali bo prišel zdravnik sam na pomoč naši ekipi sočasno, ali pa bodo celo poslali reanomobil, to se pravi komplet ekipo, odvisno od vrste intervencije. Po drugi strani, če bo bolj se nagibalo proti ljutomerskemu območju, bo prišel zdravnik iz Ljutomera. Če pa eventualno bo to nekje v naši bližini neposrednega zdravstvenega doma, bo pa tudi vskočila naša zdravnica, ki bo takrat v zavodu. Tako je nekako predvideno. Prav tako smo nekako sočasno dali na Ministrstvo za zdravje pobudo, da se nam razširi mobilna enota nujnih reševalnih prevozov, kar pomeni nekje na 1,5 tima. To pomeni, da bi imeli dopoldan in popoldan dve ekipi in bi nekako, kar se tiče na področju urgence, bila zadeva pokrita in seveda sočasno ne bi obremenjevali toliko naših zdravnikov. Seveda, kot ste vprašali, bo se situacija že v mesecu maju izboljšala, takrat prihaja še dodatno ena zdravnica, specializantka družinske medicine na ambulantni del. To pomeni, da bo v času specializacije od maja do oktobra prisotna vsak dan v zdravstvenem domu Ormož. Lahko rečem, da potem tudi tista bolniška, ki se je zavlekla, ki ni bila nekako predvidena, da bo se nadaljevala v maju, v aprilu in maju, se nekje predvidoma zaključi konec junija. Tako da tudi prihaja zdravnica nazaj. In seveda v nadaljevanju bo pa en specializant družinske medicine konec avgusta zaključil za svojo specializacijo. In predvidoma septembra začne z delom. Naslednja specializantka, ki najprej zaključi specializacijo, pa bo predvidoma zaključila konec februarja 2020.
Seveda v naslednjem letu pa potem se vračajo tudi zdravnice z porodnega, ena aprila, druga julija, tako da lahko rečem, najbolj kritično je sedaj meseca aprila. Seveda smo vpoklicali nekako ali se dogovorili za dodatno pomoč. Prihaja nam tudi ena zdravnica družinske medicine, ki je polovico zaposlena pri eni koncesionarki, za ostali del tiste dneve, ko pa lahko, pa bo prihajala in že prihaja v zdravstveni dom, tako bo tudi v naslednjem tednu od torka do petka prisotna v našem zavodu. No, v zdravstvenem domu torej delujejo tudi 3 koncesionarji, kako pa oni skočijo tudi recimo na pomoč v primerih pač pomanjkanja zdravnikov? Zdravnikov, kako se sodeluje? Rekla bom tako, koncesionarji se vključujejo tudi v dežurno službo oziroma so se v preteklosti, zdaj so pa glede že na starost, sta 2 oproščena dežurne službe, glede na zakon po 55. letu, tako da še samo ena koncesionarka se vključuje v dežurno službo in tudi dnevno urgenco po razporedu. Prav tako se vključujejo naši zdravniki v dnevno urgenco in urgenco po noči in čez vikend. Seveda si pa pomagamo, zdaj v tej situaciji je še tudi z našimi specializanti, ki tudi prihajajo po razporedu dežurati, in seveda z zdravniki iz zdravstvenega doma Ljutomer. Ena, 2 zdravnika se vključujeta že kar konstantno v našo dežurno službo. Nekako menim, da ko bomo imeli, ko se vrnejo s porodnih bolniških naši zdravniki, specialisti, da bodo potem lahko oni se vključevali v dežurno službo in urgentno in takrat se bo situacija izboljšala in ne bomo potrebovali še izvajalcev od drugod. No, vsekakor je treba poudariti, da gre samo za prehoden čas, ne? In da bo kmalu torej vse tako, kot je treba, da boste vsi na številu in da bo torej poskrbljeno za občanke in občane. Tako je, no. Lahko povem, da zakaj je takšna projekcija povečevanja zaposlovanja specialistov z področja družinske medicine in pediatrije. Temu je tako, ker sledimo demografskim trendom. To je dolžnost nas, ki smo odgovorni za zdravstveno politiko, tudi v lokalnem okolju. In sicer, kot vidite, leta 2006 je bilo v mreži samo 5 zdravnikov družinske medicine, leta 2007 že 6 in sedaj vključno z koncesionarji že 11 zdravnikov družinske medicine. Temu je pa tako, kajti na žalost smo glede na demografsko sliko 7. najstarejša država na svetu. In temu primerno je potem tudi potreba za večje potrebe naših prebivalcev, glede na podaljševanje življenjske dobe. In naša želja je tudi, da se naši prebivalci aktivno starajo. In zaradi tega smo dali tudi tak velik poudarek preventivnemu delovanju oziroma smo se vključili kar v 3 evropske projekte, o čemer smo vas v preteklosti seznanjali, tako da še letos poteka projekt nadgradnje preventivnih programov, vključno z novim centrom za krepitev zdravja. Prav tako poteka projekt SOPA, tvegano pitje alkohola. Letos se zaključuje projekt Centra starejših občanov, medgeneracijsko sodelovanje, kjer smo partner 1. Prav tako pa se sedaj pripravljamo na nove programe. In sicer smo lani po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje konec leta pridobili tako imenovani center za center za duševno zdravje odraslih. In sicer to pomeni, nekako predvidoma bomo oktobra zaposlili psihiatra. V okviru tega bomo zaposlovali tudi 2 klinična psihologa, potem 2 socialna delavca ter 6 diplomiranih medicinskih sester. To bo potekalo tako, da bo en del ambulantne obravnave, bolj v preventivnem smislu, kar se tiče duševnega zdravja, ampak vsekakor za ljudi, ki že imajo težave z duševnim zdravjem.
Drugi del programa je pa skupnostna obravnava, ko bojo timsko oziroma sam tim prihajal takšnim pacientom na dom. Ampak to področje ne bo zajemalo samo našega ormoškega območja, ampak tudi ljutomersko in lendavsko področje. Kajti, kot veste, je na našem območju regionalna psihiatrična bolnišnica in se nekatere naloge po nacionalni resoluciji prenašajo na primarni nivo. No, o tem smo seveda že poročali, o bodočem centru, takrat se je reklo še bodoči center za duševno zdravje, regijski, ki bi torej bil v Ormožu. Kje pa bo deloval? V prostorih zdravstvenega doma ali bolnišnice? Glejte, ravno to je takšna situacija, ko ste videli, lani smo kar odprli skoraj 1000 novih kvadratnih metrov uporabnih površin, da še je vsa ta novogradnja premalo. In sicer, če pogledamo, kakšen je bil tudi trend zaposlovanja. Leta 2017 je bilo 68 zaposlenih, leta 2018, konc leta 111. To se pravi, mi smo v vseh teh letih z novimi programi, z širitvami ustvarili novih 43 delovnih mest. Izključno v zdravstvenem poklicu in zdravstveni dejavnosti. Ko sem poudarjala vse te nove dejavnosti, je to vsekakor tudi pomoč našim družinskim zdravnikom in tudi pediatrom in ostalim, ko nekako uvajamo preventivne dejavnosti, referenčne ambulante, centre za krepitev zdravja, center za duševno zdravje. Kot najbolj mi je odlično pri vseh teh novih programih, da uvajamo nove profile, in sicer psihologa, kliničnega psihologa, kajti tudi naši zdravniki ugotavljajo, da na tem področju potrebujejo tudi takšen strokovni kader. In seveda moram reči, da je letošnje leto kar že od samega začetka zelo naporno za nas. Ravno zaradi tega iščemo nove prostore. Tako smo nekako prišli do ugotovitve, da bomo v teh nadomestnih prostorih bivšega centra za socialno delo morali kar trajno ostati. In smo nekako iskali dovoljenje centra za socialno delo, da ostanemo v teh prostorih, in so nam seveda to dovoljenje in soglasje dali. In smo se pravzaprav že kar lotili dela, tako da zdaj že adaptiramo te prostore za ravno te nove dejavnosti. Mogoče sem pozabila omeniti, da imamo že 2 leti v zdravstvenem domu razvojno ambulanto za otroke z motnjami v razvoju. In tale naloga, kako bi rekla, razvojne ambulante se je razširila za letošnjim letom. In sicer se je ta standard oziroma ta, kako bi rekla, dejavnost razširila z dodatnimi specialisti, kot so logoped, specialni pedagog, socialni delavec, in vse te zaposlitve smo letos že izvajali, imeli razpise in lahko rečem, da imamo z aprilem popolno ekipo. In seveda v teh novih prostorih oziroma adaptiranih centra za socialno delo bi želeli do konca aprila spostaviti to dejavnost. In sicer v Pritličju bosta v okviru razvojne ambulante nevrofizioterapevt in delovni terapevt, v Gornjem Nadstropju bo klinični psiholog, potem logopedinja, specialna pedagoginja, socialna delavka. V mansardi pa so predvideni prostori za skupnostno obravnavo v okviru Centra za duševno zdravje odraslih. Tako da bi to stavbo adaptiramo v celoti. V nadaljevanju smo pa stopili v kontakt z Centrom za socialno delo in oni tudi v nadaljevanju v svojim resornim ministrstvom za delo, če bi se lahko ti prostori prenesli na lokalno skupnost. Torej, ali pa vse v brezplačno uporabo. Moram povedati, da že vse skozi, tudi v času gradnje, te prostore imamo v brezplačni uporabi in pokrivamo samo tekoče stroške. In menim, da je temu tako prav, ker ta stavba je bila 10 let prazna in ni služila nobenemu namenu. In sedaj je to v neposredni bližini zdravstvenega doma, kar nam je zelo strateškega pomena. Lahko pa ob tej priložnosti izkoristim priložnost in povem,
da smo prejšnji mesec postavili na naši lokaciji, tudi v prostoru starega objekta starega rentgena, tudi dejavnost okulistične ambulante. In jo tudi zelo razširili, kajti prejšnjo leto smo dobili še dodatni program, širitev, to se pravi, da imamo že 0,50 tima, to se pravi polovico dejavnosti okulistične ambulante. Tako kot vidite, je bilo letos kar nekaj novosti in še kar v nadaljevanju nas čaka ogromno dela, ampak se veselimo, da našim uporabnikom povečujemo dostopnost, kajti menimo, da je prav, da imajo časovno dostopno, potem tudi varno obravnavo in samo vprašanje nekaj mesecev je in potem bo slika čisto drugačna, tako da bi ob tej priložnosti prosila naše paciente za potrpljenje in se tudi zahvalila, da so tudi v času novogradnje sprejeli našo investicijo z razumevanjem in vem, da so morali marsikdaj, je bila kakšna dejavnost težje dostopna, kar se tiče laboratorijske službe, fizioterapije, ko se je trebalo hoditi okrog oziroma po drugih poteh. In vesela sem, da ni bilo nekih večjih težav oziroma da ni bilo nekih, recimo tudi mogoče ob tem poškodb, kar bi se lahko hitro zgodilo, ker smo delali sredi gradbišča. No, da se še malenko zvrneva na Center za duševno zdravje. Rekli ste torej, da bi naj deloval v nekdanjih prostorih Centra za socialno delo. In kako boste sodelovali z bolnišnico? Bo to kakšno sodelovanje ali bo to samostojna enota? Ne, to je čisto samostojna, zato ker psihiatrična bolnišnica še vseeno ohrani del svoje dejavnosti, oziroma ta dejavnost, ki jo že izvaja, tudi kar se tiče skupnostne obravnave, ki jo tudi oni že izvajajo. Ta dejavnost Centrov za duševno zdravje na primarnem nivoju se vzpostavlja kar v nekaj zdravstvenih domovih širom Slovenije, med njimi je tudi Ptuj, potem je Sevnica, Kočevje, Celje, Murska Sobota, tako da pravzaprav ti centri se vzpostavljajo ravno z vidikom, da se pacientom omogoča nekako, da lahko živijo na svojem domu, da so potem tudi ustrezno obravnavani in vodeni zdravstveno in da ni potrebno toliko hospitalizacij, prav tako pa z ciljem, da se zmanjša samomorilnost na našem območju oziroma na območju celotne Slovenije. Kot veste, je to velik problem in če bomo lahko k temu izboljšanju tega kazalnika prispevali, bo potem že ta svoj namen dosežen. Redko kdaj omenjate zobozdravstveno dejavnost znotraj zdravstvenega doma Ormož, tudi to nas seveda zanima, kako funkcionira, koliko zobozdravnikov je. Hvaležna sem tudi za vaše vprašanje z tega področja. Mogoče je temu tako, ker smo tule nekako uspeli v preteklih letih pokriti to dejavnost z vsemi nosilci dejavnosti, to se pravi zobozdravniki, in to delo lahko, kako bi rekla, teče normalno in tudi je dostopno našim uporabnikom, našim pacientom. Lahko rečem, da smo v preteklih letih veliko vlagali v našo zobozdravstveno dejavnost in sicer imamo sedaj, lahko rečem, 3 polne time zobozdravnikov za odrasle. Seveda je tudi 2007 bilo podeljeno nekaj koncesij tudi na tem področju in sicer 2 za odrasle in 1 z področja mladine. Ko je se koncesionarka upokojila v Središču ob Dravi, kjer je imela koncesijo, smo jo zapolnili z našim zobozdravnikom. Tako imamo eno ambulanto v Središču ob Dravi, prav tako eno ambulanto pri Svetem Tomažu in 3 za odrasle na osnovni lokaciji v Ormožu. Prav tako imamo tudi eno zobozdravstveno ambulanto za mladino,
ki jo sicer delno pokrivajo zobozdravniki za odrasle, tako v Središču pri Tomažu, kakor tudi v Ormožu. Prav tako pa imamo eno pedontološko ambulanto in tukaj nam je uspelo po dolgih letih pridobiti specializacijo z področja pedontologije, tako da smo jo lani našo zobozdravnico poslali na specializacijo. V glavnem zadeva dobro teče, ne, kot pravite, tako da ni nobene bojazni. Morda bi en takšen zaključek vzpodbuden, ne, za vse tiste, ki... Jaz bom rekla, da sem zelo optimistična in da, tako bi rekla, že v letošnjem letu se bo kadrovska situacija izboljšala, ampak ob tej priložnosti pa moram vseeno povedati, da me pa skrbi bolj področje pediatrije. Tukaj imamo seveda kadrovsko zasedbo dveh pediatrov in ene šolske zdravnice. Od tega je mlada zdravnica, pediatrinja, sedaj na porodnem dopustu. In seveda bi potrebovali 3 pediatre bodoče, ker šolska medicina se več ne specializira. In nekako vas smo tudi seznanjali, da je se naš pediater že lani upokojil in se žal moral ponovno aktivirati in dela polno 8 ur vsakodnevno. Intenzivno razpisujemo v javnih občilih eno delovno mesto pediatra za nedoločen čas, ampak žal pri tem smo doslej bili še vedno neuspešni. Prav tako smo nekako vabili pediatre iz sekundarnega nivoja, ampak se še noben ni odločil, da bi prišel na primarni nivo. Lahko rečem, da je projekcija kadrovska, da bi morali na našem območju imeti 4 pediatre. Trenutno imamo 3 zaposlene, 2 sta, ki delata, ki pokrivata za pravzaprav delo 3 pediatrov. In seveda moramo računati, da bo čez nekaj let se tudi upokojila šolska zdravnica. In seveda imamo na polovici specializacije eno našo specializantko z področja pediatrije, pred njo še 2 leti pa pol specializacije, ker ta specializacija traja 5 let. Seveda tale naša kandidatka tudi specializira za področje razvojne ambulante, kajti trenutno nam to ambulanto pokriva zdravnica, sicer že upokojena, razvojna pediatrinja iz področja Slovenske Bistrice. Tako da bi bila zelo vesela, če bi se tudi naši diplomanti z medicinske stroke še odločali mogoče tudi za kakšno specializacijo z področja pediatrije. Sicer imamo na vidiku eno kandidatko, ki pa je trenutno na porodnem in še niti ni začela specializacije. Prav tako bomo v prihodnosti potrebovali specializanta z področja ginekologije, kajti tudi kadrovska projekcija kaže, da bomo v prihodnjih letih tudi lahko pričakujemo upokojitev čez kakšnih 10 let ali pa še prej. Potem tudi z področja psihiatrije bomo potrebovali, kajti tale, ki bo prišla, s katero smo dogovorili, bo tudi čez nekaj let potem izpolnila pogoje za upokojitev. Prav tako pa razmišljamo še, da bo potrebno tudi specializacija z področja družinske medicine, kajti moramo tudi imeti v uvidu, da bodo se dogajali tudi na tem področju upokojitve, tako pri koncesionarjih, ki so trenutno pokrivajo v mreži področje družinske medicine, kako tudi v samem zdravstvenem domu Ormož. In nekako se mi zdi prav, da odločevalci, tako jaz v vlogi direktorice zdravstvenega doma, kot naš strokovni vodja, kako tudi naši ustanovitelji, župani, imamo navedeno področje nekako in to dolgoročno kadrovsko in načrt pred sabo. Zatem sem tudi v tem tednu seznanila naše vse 3 župane in nekako podpirajo naše usmeritve, kar se tiče kadrovanja.
kajti jaz menim, da ne moreš izvajati dejavnosti kvalitetno brez dovolj nosilcev oziroma zdravnikov na določenih področjih in seveda težimo k cilju 1500 opredeljenih, kajti menimo, da si pacienti zaslužijo varno obravnavo, potem tudi ne samo 7 minut, tudi pol ure, če potrebno, ali pa 3/4 ure. In mogoče bo se potem zmanjšala frekvenca obiskov in tudi obremenitev, kajti včasih mogoče v teh kratkih minutah, sploh če je starejši človek, se težko spomni, kakšne težave ga vse pestijo oziroma tudi, jaz rečem čist preprosto, se težko obleče ali pa sleče pred zdravnikom, da ga pregleda v tem tako kratkem času. No, ob tem bi še pa vseeno, veste, vedno še kaj zanemarim oziroma pozabim, ker se toliko stvari dogaja, smo z mesecem aprilom tudi odprli eno dodatno referenčno ambulanto v okviru dr. Tamare Drevenšek, zdravnice družinske medicine, tako da že imamo na našem območju 3 referenčne ambulante na osnovni lokaciji in eno v središču ob Dravi. No, če sva že pri referenčnih ambulantah, kakšne izkušnje imate s temi ambulantami? Kako so se pravzaprav ta ponudba obnesla v teh letih? Rekla bom tako kot vsako stvar, ki se uvaja na novo, ljudje sprejmejo z nekom, kako bi rekla, pomisleki, tako, hvala, da smo našli ustrezen izraz. Lahko rečem, da smo bili prvi v zdravstvenem domu Ormož, med prvimi v Sloveniji, ko so se uvajale te referenčne ambulante. In ko sem se pogovarjala s takratnim ministrom Dorjanom Marušičem, da bi imeli kar 2 referenčne ambulante v Ormožu, pa je vprašal kar 2, sem rekla ja, ker to je smiselno, ker te referenčna ambulanta, za eno referenčno je polovico diplomirane sestre. Kako naj zaposliš polovico diplomirane sestre? Želela sem celo nosilko. In smo dobili 2 referenčni ambulanti in lahko rečem, da se tale mreža vzpostavlja na območju celotne Slovenije in se je s časoma ugotovila, da je to zelo, kako bi rekla, ena velik doprinos k sami ambulanti družinske medicine in tudi naši zdravniki so prepoznali, da je ravno skozi referenčno ambulanto lahko diplomirana sestra, ki je za to usposobljena, obravnava pacienta komplementarno, to se pravi celovito, za vse njegove bolezni, degenerativne, da lahko ustrezne laboratorijske preiskave se upravijo v okviru referenčne ambulante, potem kakšne druge preiskave in da v primeru nihanj oziroma neustreznih vrednosti se potem tudi pacient sam napoti k zdravniku družinske medicine, da se pogovorita mogoče o spremembe terapije ali o kakšnih drugih obravnavah. No, zanimivo je to, da kar povabijo nereferenčne ambulante občane, torej na te preventivne preglede. To se mi zdi zelo pozitivno. Tako je. Takšen je sistem dela v referenčni ambulanti, da se določeno populacijo že potem povabi na sam ta preventivni pregled. Ker, glejte, mogoče pacienti sami nismo dovolj ozaveščeni, da bi pravočasno poiskali zdravnika, takrat, ko še ne čutimo nekaterih zdravstvenih težav. In mogoče se skozi ta preventivni pregled ugotovi, da pa mogoče določeni kazalniki oziroma vrednosti niso v redu, da so izven običajnih okvirov in takrat se lahko potem tudi samega pacienta napoti na samo obravnavo k zdravniku, tako da nekako težimo k temu, da bi delovali v smislu preventivnega delovanja, to se pravi, da bi podaljšali našo zdrava leta čim dalj v starost in da bi bili lahko aktivni, da bi živeli kvalitetno za življenje, kajti menim, da vse to sovpada potem z splošnim počutjem, zadovoljstvom, potem tudi z ravno tako duševnim zdravjem in psihičnim počutjem.
Gospa Vlasta Zupanič-Domaňko, hvala lepa, da ste nas torej malo potolažili, ne? Z veseljem, vedno sem vesela vašega povabila. Lahko rečem, da se bomo še vedno trudili, da bomo nekako pacientom našega območja nudili kakovostno in varno obravnavo. Saj veste, ko je premalo zdravnikov, smo bolj se o kvantitativnih oziroma količinskih podatkih pogovarjamo. Želela pa bi, da bi se o kakovostnih podatkih pogovarjali, kako so se izboljšali kazalniki zdravja oziroma našega zdravstvenega počutja. Prav tako nekako jaz tako delujem tudi v okviru našega Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, v katerega smo vključeni vsi izvajalci, zdravstveni domovi in bolnišnice. Nekako so mi kakšno leto nazaj tudi zaupali in me imenovali v upravni odbor našega Združenja zdravstvenih zavodov in z te pozicije bi želela vplivati na celoten zdravstveni sistem, kajti menim, da jim moramo določene stvari urediti na sistemski ravni. In se v sklopu tega tudi želimo, nekako pridružujemo temu, da je treba znižati standarde obravnave oziroma število pacientov na zdravnika, kajti samo tako lahko potem pričakujemo neko višjo kvaliteto in razbremenimo naše zdravnike. Hvala lepa za pojasnila. Hvala tudi vam. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci, torej vse skrbi in strahovi so odveč, zdravstveni dom Ormož ne bo ostal brez kadra. Kot ste slišali, veliko novosti pripravljajo, predvsem pa imajo eno dobro ekipo, ki bo poskrbela za nas vse. Tako, bodite z nami tudi čez teden dni, ko pa bo naša gostja Andreja Brglez, direktorica Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport občine Ormož. Ja, kot veste, za nami so dnevi odprtih vrat destinacije Jeruzalem, Slovenija in verjamem, da bo Andreja prišla z veliko novimi izkušnjami. Sicer pa bodo nas zanimali tudi načrti v smeru turizma in vse, kar spada zraven. Hvala lepa torej za danes in srečno do prihodnjič.